En lep pozdrav v današnjem zelo kratkem videu. To je, kar sem vam obljubila, eno novo zadevo, ki sem jo odkrila. Ni finančni nasvet, ampak je ena zadeva, ki mi je všeč in zgleda, da bo v redu, po mojem mišljenju. In poglejte sami, preverite sami in se potem odločite, a boste s tem kaj naredili, a s tem ne boste naredili, a ne. To nikakor ni nasvet. Je samo v bistvu, da vi vidite, da ta zadeva obstaja, če mogoče še niste našli, in vso srečo v tem pri temu. Zdaj gre za GENI, Genius v bistvu token. Zakaj mi je ta zadeva pri srcu všeč, zanimiva? Zato, ker dejansko je nadgradnja Hexa. Kdo bi si mislil, nekdo je naredil nekaj, kar popravlja težave Hexa, a ne. Hex ima določene težave in ta token naj bi tega odpravil. Naj bi to odpravil. Robert, ki je pač to izumitelj tega tokena, je rekel, da v bistvu on je kar, mislim, da tesen prijatelj od Richarda Harta, veliko se pogovarjata, veliko v bistvu si pomagata drug drugemu. Je tudi zelo uspešen človek in v redu in v glavnem kot človek se mi zdi v redu. Mislim, da dela za dobro skupnosti in pa ne samo za sebe, ampak tudi dejansko za dobro skupnosti, a ne. Predvsem to, kar sem slišala od njega, kar je sam povedal. Njemu recimo pri Hexu ni všeč to, da Whalesi potegnejo ogromne količine denarja ven iz Hexa, in sicer delajo to tako, da stejkajo Hex na en teden, se pravi vložijo 1, 2, 3 milijone, stejkajo na en teden, en mesec recimo, in potem stejk seveda zaključijo in poberajo profit. To slabi sam kovanec in to slabi celotno mrežo in slabi seveda tudi pač tiste manjše vlagatelje, med katere spadam tudi jaz, in po vsej verjetnosti tudi vi, a ne. Razen verjetno s kakšno izjemo. Torej ta token to rešuje. Je governance token. Governance token, to če jaz prav razumem, pomeni, da to je vladni token, se pravi vladni denar, vladni kovanec, ki se pravi, če hočeš državo ustanoviti, to sem v enem od prejšnjih videov govorila, kaj država je. Če hočeš državo ustanoviti, potrebuješ najprej banko. In če si banko ustanovil, Hex je lastna banka, GENI je lastna banka, v bistvu Genius, GENI, a ne, je lastna banka, in če to ustanoviš, imaš svojo banko. To je governance token. V Sloveniji je governance token, se pravi v naši družbi je evro. Tudi dolar se uporablja. Svetovno se uporablja kot governance token dolar. V velikih državah tudi. Potem Švica ima svoj frank recimo, ne vem, Japonska ima jen in tako naprej, a ne. To so governance tokeni. In v Hex mreži je Hex governance token, v GENI mreži pa GENI. Governance token v bistvu na puščajni mreži je pa je dejansko Hex, a ne, je tudi Hex. Od Pulsa token je pa Pulse, ja, ne puščajn, ampak Pulse token, a ne, isto kot Ethereum. Torej, GENI je finančna pametna pogodba. Ta trenutek je še čaka revizije. Že je izdan token v bistvu na Ethereum omrežju. Čaka pa še revizije in pač bojo objavili, kadar te revizije bodo, a ne. Zdaj, kaj ta token počne? Ta token počne v bistvu to, da je hranilec vrednosti. Tako je sprogramiran, to je programljiv denar. Sprogramiranje.
In vi točno veste, zdaj, če je denar programiran, ne da je digitalen, tako kot digitalen evro ali pa dolar, kjer se pravila spreminjajo, ampak programljiv denar pomeni, da se pravila ne spreminjajo. Tako recimo bi morali biti pri Bitcoinu, pa ni, ker se žal je odprta koda in se pravila tudi lahko spremenijo in so tudi se. Pri Hexu se pravila ne morejo spreminjati, ker je zaklenjena koda. In pa pri Geniju tudi bo zaklenjena koda. Torej, vse nagrade, inflacija in pa določene stvari, ki jih ljudje naredijo narobe, bo šlo stakerjem, se pravi tisti, ki bodo vlagali v ta token preko posebne aplikacije. Oni bojo naredili neko posebno aplikacijo, ni še za testirati, tako da nimamo še nič v rokah testnega. Zato je fajn, da pač razmislite, ali je to za vas v redu ali pač ni v redu. Zdaj ta token kopira klasične banke, deluje popolnoma enako kot klasične banke, se pravi, dajete depozit, ga dvigate. Razlika je to, da imate ključe v svojih rokah in se vam ni treba pridružiti nobenemu bazenu, poolu. Vi ustvarite lasten pool, lasten bazen, ki je na vaši lastni denarnici, vi imate svoje ključe in svoj dostop in sami se odločite, kako boste delali s temi financami. Zato je dobro, da ga dobro poznate, torej pejte pogledati tudi white paper, pač kako deluje ta zadeva. Če ne veste, če ne znate tega pogledati, mi napišite spodaj pa v komentar, pa vam bom pomagala. Bom povedala dodatne stvari, če bo treba, oziroma napisala bom v komentarju stvari. Zdaj, za razliko od Hexa je ta token možno stakati od en dan pa do 4 dni, sprav 4 štirke, to je malo več kot 12 let. To je malo krajše kot pri Hexu, vendar ima on dva različna stejka. Dva različna. Zdaj, kaj pomenita ta dva različna stejka? Vložka, depozita, kakorkoli temu rečete. Torej, se pravi, eden je, oni pravijo simple stake, se pravi preprosti stake. Preprosti stake pomeni, da imate manjše tveganje in manjše donose, tako kot je povsod v financah. Manjše tveganje, manjši donosi, višje tveganje, višji donosi. Manjše tveganje pomeni, da vi lahko stakate od enega dneva naprej, vendar nimate nekih zelo visokih nagrad. Pač je 1/4 samo nagrad, če vi stakate za dlje časa. 1/4. Tako da vi preračunate, ali se vam tak stake sploh splača. Ni pa važno, koliko vložite lahko malo ali veliko denarja. Zdaj, zakaj je to tako narejeno? Predvsem zaradi Whalesov. Whalesi so bogati ljudje, ki vlagajo in črpajo Hex, recimo. S tem je preprečil Robert, da ne bo možno za Whalese, ne bo se jim splačalo, da bi vložili milijon na kratek rok. In da bi pač potegnili zelo velike provizije in škodovali pač temu tokenu. Druga varianta, ki pa je zanimiva za Whalese in pa tudi za vse ostale, jaz bom po vsej verjetnosti uporabljala drugo varianto, to bom sprobala seveda in potem pač, ko bom zadeve preizkusila, čez čas bom tudi objavila video, kako se mi obnese in kaj se dogaja s tem tokenom. Torej, druga varianta, B varianta je, da od 120 dni naprej, se pravi minimum za stake je 120 dni.
120 dni, to je super, a ne. In tukaj lahko v bistvu potem, tukaj pa dobite vse donose, se pravi glavnico, ki ste vložili, plus inflacijo, plus nagrade, enako kot pri Heksu, za dolžino stejka in za višino pač vloženih sredstev, plus dobite nagrade od ljudi, ki so se premislili. Tukaj v bistvu ta koda vas ne kaznuje. To je razlika od Heksa. Ampak vi imate možnost, da prekinete stejk, a ne, je možno, da ga prekinete in dobite nazaj glavnico. Glavnico dobite nazaj. Odvisen je tudi, no, dajte si fajn prebrati white paper, v bistvu kakšna so pravila, to si res fajn preberite. Jaz zdaj govorim okvirno, na splošno, tako da pač imate vpogled v zadevo. Torej, če prekinete predčasno, zdaj odvisno, kdaj ste prekinili, če zelo zgodaj prekinete, dobite nazaj glavnico, mislim, da celo, lahko tudi, da ne, treba je to ugotoviti. Ne dobite pa nagrad in teh stvari, ne, pač tega pač ne dobite, oziroma če ste bolj proti koncu prekinili, oziroma se ne da niti prekiniti, tudi to bom povedala. Če ste proti koncu nehali ta stejk, oziroma pač ste ga likvidirali, to je boljši izraz, če ste ta stejk likvidirali, potem boste dobite pač glavnico in nekaj od nagrad, nekaj malega v bistvu. Tako da je treba res fajn razmisliti, da se vam to splača ali se vam ne splača, ne. Zdaj, kaj se zgodi, ko vi likvidirate? Se pravi, vi ne morete prekiniti. Ko je stejk, pač, ne vem, se odločite za 5 let recimo, ne, pa da traja 5 let, če se po 4. letu spomnite, da je pač, ne vem, toliko pa toliko cena zrasla in da bi radi zdaj dobili neke donose in ste se premislili in hočete zdaj po 4 letih dobiti nazaj donose, boste dobili nazaj. Se pravi, boste dobili nazaj glavnico plus nekaj od nagrad in dejansko bo ta stejk šel direktno takoj na likvidacijo. Takoj gre na likvidacijo. Vi nimate potem pravico do njega in dobite pa pač nazaj v svojo denarnico to. In ta likvidacija gre takoj na licitacijo. In tam nekdo kupi za manjši denar ta vaš stejk in pač ga prevzame stejk in vam se pa izplača tisto, kar vam pripada od tega stejka. Ostalo bo pa pobral seveda tisti, ki je ta stejk kupil na licitaciji, na dražbi. Tako da to so stvari, ki jih rešuje ta coin, ki naj bi bile boljše od Heksa, tako razlaga Robert. Seveda je treba to sprobati. Zdaj, kaj mi je pa najbolj všeč pri tem, ker me je res pritegnilo, to je bila prva stvar, ki me je res pritegnila, in sicer, da so tako preračunali oziroma naredili in sprogramirali kodo, da je tudi na Ethereum omrežju je za stejkati oziroma na depozit in za odkleniti depozit so fiji na Ethereum omrežju nizki. Wow! To jim je uspelo ugotoviti, kako narediti, kako kodo narediti, in so baje, tako Robert trdi, fiji manjši od 80 do 90%, kakor so zdaj za Heks pogodbo. Wow, to pa je res tudi vredno pozornosti, in ko bo zadeva v živo, bomo to vse probali. Zdaj bi pa jaz rada share screen, takole, da pogledamo na hitro, pa vam dam seveda vse skupaj tudi še v opise. Torej, to je spletna stran, white paper, si lahko preberete. Je zdajle ta trenutek poteka še sacrifice, se pravi žrtvovanje, dobite nekaj več v bistvu kovančkov, kot bi jih drugače, se pravi, če zdaj žrtvujete, še preden je projekt zunaj,
potem pač dobite neke bonuse, a ne. To si poglejte, potem naslednja zadeva, to je sacrifice. Zdaj, poglejte si, ne, žrtvujete lahko v bistvu vse, kar je na BNB, saj piše tukaj spodaj, kar je na BNB, kateri kovanci so pa na Ethereum omrežju. Tukaj spodaj si poglejte, to je pač njihov naslov. Lahko tudi kupite GENI, a ne, lahko kupite GENI in ga, oziroma Genius kovanec, in tudi njega lahko žrtvujete, tudi to se da, a ne. Kupite ga lahko, sem gledala tukaj na Matcha, bom tudi dala v opis, na Matcha, a ne, ga kupite, najceneje za USDC, sem ugotovila, za USDC je najceneje. Če ga kupite za USDC, a ne, pač ne vem, 100 USDC dobite 69 GENI-jev, tukajle je network fee $17 ta trenutek. Če pa greste prek Uniswapa, tudi recimo USDC je najcenejši, a ne, če damo 100, še 2 ničli rabim, dobite ga nekaj manj GENI-ja, a ne, pa če nekaj manj ali več, mislim, 69,5, 69,6, ja, tam je danes, včeraj je bilo drugačno, vsak dan je malo drugače. Tukaj je pa network fee, vidim, da koliko, $3 preko Uniswapa, tako da pač poglejte, kaj se vam bolj splača, pa te stvari se dajo kar fino na Uniswapu naštimati. Uniswap je kar dobro poštimal stvari, moram reči, da zelo sem zadovoljna, pohvaljeno. Tole je kontrakt, pogodba od GENI tokena, ki je že na Ethereum omrežju. Tudi vidite, ljudje kar kupujejo, v bistvu je pa nekaj 120-130 denarnic, zdajle drži tale GENI. Jaz sem ga nekaj malega sem ga kupila, 150 ljudi to zdajle drži na svoji denarnici. Se pravi, od včeraj do danes je to za 25 denarnic povečalo. Okej, super, se pravi, da je kar za ljudi kar zanimiv. Na Nomixu bom tudi dala v opis, najdete GENI, takole je Legacy Genius token. In zdaj Robert pravi, da je dizajniran tako, da on gre samo gor, da ta kovanec ne pada, a ne. Ta kovanec ne pada. Zdaj tukaj vidim v enem tednu, tulele zadnji teden je šel 4% dol. On pravi, da gre tako, da gre gor, pleza gor in potem je neka ravna črta, nekaj časa in potem spet gor in ravna črta in tako v glavnem. Zdaj v enem mesecu je zrastel za 250%, kar je veliko, seveda na začetku je stvar, a ne. Je pa zdajle že kar visoka cena, $1,40. Za moje pojme je to, kar dosti, ampak če gledate pa dolgoročno, kakor HEX na primer, a ne, potem pa tole ni visoka cena. To je odvisno, kako gledate, a ne, pač, kako gledate na tole zadevščino. Tako da tole si poglejte. Vse bom dala spodaj v opis, všečkajte, lajkajte, če vam je všeč, delite, lahko tudi donirate kaj, če želite, da preizkušam te stvari, pa vso srečo pri vaših projektih in en lep dan.